otroška soba. Pridem k njej, tam so nekakšni Francozi, dame, star pater z molitvenikom, zakajeno je, neprijetno. Naenkrat se mi je mama zasmilila, da sem ji objela glavo, jo stisnila k sebi in je nisem mogla spustiti. Mama me je potem božala in jokala. Ne govori, ne govori. Svojo vilo pri Mentonu je že prodala, nič ni ostalo, prav nič. Tudi meni ni ostala, niti kupejka, komaj so se vrnili. In mama ne razume. Sedemo na kolodvoru k kosilu, pa naroča najdražje, daje natakarju cel rubelj napitnine. Šarlota pa tudi, Jaša tudi zahteva svojo porcijo. Kratko, malo grozno. Ko ste odhajali, sem bila takale, Dunjaša, hči Fjodora Kozajedova. Ne spomnite se me. Kebrček. Vaše posestvo leži 20 vrst iz mesta, mimo teče železnica in če češnjev vrt in zemljo ob reki razdelite na parcele za letoviške hiše in jih daste v zakup, boste imeli na leto najmanj 25.000 dohodka. Oprostite, kakšna bedastoča. Ne razumem vas čisto dobro, Jermolaj Aleksejič. Čudno, nekaj mi je padlo v desno oko, nekam slabo vidim. In v četrtek, ko sem bil na okrožnem sodišču. Zakaj pa ne spiš, Anja? Ne moram, ni spanca. Drobtinica moja, moj otroček, ti nisi nečakaj, ti si moj angel. Zame si ti vse. Verjamem. Verjamem ti, stric, verjamem ti. Vsi te imajo radi, spoštujemo te, ampak ljubi, stric, molčati moraš. Ko sem bila majhna punčka, sta moja očka in mamica hodile po semnih in dajala predstave. Zelo krasne. Jaz sem delala salto mortale. In razne točke. Gospodovati živim dušam. To je vendar izrodilo vse vas, ki ste živeli prej in ki živite zdaj. Tako da vaša mati, vi, stric, niti ne opazite, da živite na posodo. Na tuj račun. Na račun tistih, ki jih ne spustite dlje kot v predsobo. Zaostali smo za najmanj 200 let. Čisto ničesar še nimamo jasnega odnosa do preteklosti, mi samo filozofiramo. Saj je vendar jasno, če hočemo zaživeti v sedanjosti, se moramo najprej odkupiti za preteklost, se ločiti od nje. Vsaj 100 rubljev bi vse pustila in bi šla kam daleč. Kaj te mila umida? Da bi vsaj vedela, je prodano ali ni. Nesreča se mi zdi tako zelo nemogoče, kar nekako ne vem, kaj naj mislim, glavo zgubljam. Zdi se mi, da bi lahko zakričala, naredila kakšno neumnost. Rešite me, Petja, govorite, karkoli, govorite. So posestvo danes prodali ali ne, mar ni vseeno. Že zdavno je konec z njim in vrnitve ni. Stezica se je zarasla. Kaj bi radi? Nedvomno imate mogoče prav, vendar če seveda pogledamo stališča, potem ste me, prostite izrazu,
docela privedli v duhovno stanje. Jaz poznam svojo fortuno, vsak dan se mi nameri kakšna nezgoda, tako da sem se na to že zdavnaj navadil in gledam na to z nasmehom. Dali ste mi besedo in čeprav sem... Prosim vas, pozneje se pogovoriva. Zdaj pa me pustite pri miru, zdaj sanjarim. Ponudil sem 90.000 čez dolg in dobil sem. Češnjev vrt je zdaj moj. Pridite vsi gledati, kako bo Jermolaj Lopatin sekiro zamahnil po češnjevem vrtu. Kako bojo drevesa popadala. Letoviški hiš bomo postavili in naši vnuki in pravnuki bojo videli novo življenje. Muzika! Igraj! Zakaj me niste poslušali? Moja uboga, dobra moja. Zdaj ni mogoče nazaj. Mila, dobra, krasna moja mama, moja zlata, jaz te imam rada. Blagoslavljam te. Češnjev vrt je prodan. Ni ga več, to je res. Res je. Ampak še je življenje pred teboj. Ostala ti je tvoja lepa, čista duša. Pojdi z menoj, proč od tod pojdiva. Zasadili bova nov vrt, bolj razkošen od tega. Videla ga boš in boš razumela. In radost, tiha, globoka radost se bo spustila v tvojo dušo. In nasmehnila se boš. Pojdiva, mila moja, pojdiva. Življenje je minilo, kot da ne bi niti živel. Malo bom legel. Nobene moči ni več. Nič ni ostalo. Čisto.